Moje ime je Jan in to je Excel za začetnike, tretje preverjanje. Danes si bomo pogledali in ponovili, kaj smo se naučili v prejšnjih videih. To preverjanje lahko rešite sami in se točkujete, ali pa ga rešite z mano, če potrebujete malo pomoči. Link z datoteko, ki jo bomo uporabljali, pa je spodaj v informacijah. Ko odpremo preverjanje, se najprej postavimo na list naloge. Tukaj je seznam nalog, ki jih bomo naredili skupaj. Tukaj bomo tudi vpisovali svoje rezultate oziroma se sami ocenili. Tako da, ne goljufati. Pa pojdimo na prvo nalogo. Število 45, zaokrožite in sicer z uporabo funkcije round na -1 decimalna mesta. Tukaj v to polje pa bomo vpisali odgovor. Postavimo se torej na list za okroževanje in s funkcijo round zaokrožimo število 45, naredimo podpiče in tukaj že imamo vpisano decimalna mesta, ki nas zanimajo. Dobimo rezultat 50. 50 in enter. Nato z uporabo funkcije roundup zaokrožite število na 0 decimalnih mest. Gremo na list za okroževanje in napišemo roundup. Spet označimo število, podpiče in pa zaklepaj. Dobimo rezultat 46. Pišemo 46. Z uporabo funkcije round down na 1 decimalno mesto. Pa pogledamo, kako bo round down zaokrožil tole število. Na 45,3. Če ste imeli s to nalogo kakršnekoli težave, si še enkrat oglejte video round, round up in pa round down. Tam boste našli podrobnejšo razlago, kaj katera funkcija počne. List pogojno oblikovanje. S pogojnim oblikovanjem označite zgornjih 15% po količini s poljubno barvo. Koliko zapisov je označenih? Torej nas zanima zgornjih 15% po številu prodanih izdelkov. Pa si najprej označimo stolpec, ki ga želimo oblikovati. Gremo pod zavihek osnovno, pogojno oblikovanje, pravila za zgornje/spodnje vrednosti in izberemo zgornjih 10%, tu pa potem spremenimo na 15. Pa spremenimo na recimo zeleno polnilo. Označila sta se nam 2 izdelka. Nato po vrednosti prodaje, torej tale stolpec, označite tista števila, ki so manjša od povprečja s poljubno barvo. Koliko je označenih? Torej spet označimo stolpec, gremo pod pogojno oblikovanje, pravila za zgornje spodnje vrednosti in nas zanimajo tiste vrednosti, ki so pod povprečjem. Pa jih lahko kar pustimo z rdečo barvo. Obarvalo pa se nam je 6 vrednosti. Popišimo številko 6. Zdaj bomo pa oblikovali tale stolpec. In sicer označite tiste datume naročil, ki jih moramo izpolniti naslednji teden. Koliko je takih naročil? Tile datumi pri vas verjetno ne bodo izgledali isto, zato ker so narejeni dejansko kot funkcija. Pa označimo datume, gremo pod pogojno oblikovanje, pravila za označevanje celic, datum, ki se pojavlja in nas zanimajo datumi v naslednjem tednu. Barval se nam je en datum. Pišemo 1. Na listu podatki nas zanima, ali smo po količini prodali več sladkarij v mesecu decembru ali maju. Takoj, ko vidimo takšen grozen seznam, nam to zakriči vrtilna tabela. Postavimo se torej nekje v teh podatkih, gremo pod zavihek vstavi in v skupini tabele izberemo vrtilne tabele. Kliknemo v redu, nov list pa lahko preimenujemo v vrtilna tabela. Zanima nas torej količina prodanih sladkarij, zato bomo to polje prenesli v vrednosti. Ker nas zanimajo meseci, si bomo pogledali prodano količino po mesecih in pa v vrsticah. Ker nas pa zanima samo sladkarije, pa lahko damo kategorijo izdelkov v filter. In tukaj izberemo sladkarije. Meseca maja smo prodali 650, decembra pa 716. Več sladkarij smo torej prodali v decembru. Katere pijače smo v mesecu aprilu prodali največ po količini? Gremo spet na vrtilno tabelo in nas zanimajo pijače. Ker nas zanima samo mesec april, lahko tudi mesec premaknemo v filter in označimo samo april.
Da pa vidimo posamezne izdelke, pa bomo morali prenesti v vrtilno tabelo še ime izdelka, in sicer pod vrstice. Da bo hitreje razvidno, katera pijača je bila najbolj prodajana, bomo v stolpcu Sota od količine kliknili z desnim miškinim klikom, šli pod razvrsti in bomo razvrstili od največjega do najmanjšega. Vidimo, da smo največ prodali izdelek temno pivo. Izberemo torej temno pivo. Zdaj pa izdelajmo še vrtilni grafikon, in sicer izdelajmo tortni vrtilni grafikon, ki bo prikazoval prodajo posameznih izdelkov, ki spadajo v kategorijo žita in žitni izdelki po količini. Mesece lahko torej vržemo ven, zanimajo nas žita in pa žitni izdelki, tako da izberemo to pod filter. V vrednostih imamo še vedno količine, v vrsticah pa ime izdelka. Postavimo se torej nekje v vrtilni tabeli, gremo pod zavihek Analiziraj in v skupini orodja izberemo vrtilni grafikon. Želimo imeti tortni grafikon, katerega pa izberemo, pa je čisto vseeno. Da bo pa malo lažje prebirati, pa spremenimo naslov, in sicer v žita in žitni izdelek. Za to nalogo se bomo točkovali sami. Poljubnemu izdelku v tortnem grafikonu spremenite barvo. Gremo spet na vrtilno tabelo. Najprej dvakrat kliknemo na grafikon, da se nam na desni prikaže tale meni. Postavimo se pod meni polnilo in črta. Enkrat kliknemo na celoten grafikon in še enkrat, da označimo del, ki ga želimo spremeniti. Nato na desni izberemo barvo, ki jo želimo, pa dajmo recimo rdečo. Prikažite dejanske vrednosti količin na zunanjem robu grafikona. Gremo spet pod naš grafikon in bomo v desnem kotu izbrali plus, šli pod oznake podatkov, vendar ne bomo označili. Gremo pod tole puščico na desni in damo na zunanji rob. Tako, to je bilo za danes vse. Upam, da ste uživali v tem videu in da ste dobili 100%. Če vam je bil video všeč, mu dajte thumbs up, ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati moje Facebook strani Office Tečaj.